Dobro jutro in dobrodošli nov vlog. Danes ta vlog začenjam z enim izletom do Kopra, mama pa brat prideta, tako da gremo malo po ni potki se rolat s biciklom in ja, od Kopra do Izole. V bistvu sem že 1 uro po konci, sem spila čaj, si naredila obrvi. Zdaj pa se oblečem in počakam, da prideta brat pa mama. To je to. Po mojem je bo skozi lula, zato ker sem glih čaj spila, tako da 5 ur sem spala. Kot vedno, ko se nekaj zmenim zjutraj, pa ni nič stresnega, jaz ne morem spati in ja, nisem mogla spati, tako da malo zaspana danes, ampak vse je okej. Evo outfit of the day, malo športen, malo ne, tako da za rolanje bo. Ful sonce sije, tako da me ne vidite. Moram iti. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ura je 7, oh my god, ful je bila gužva, ful je bilo nekih nesreč in smo se tako počasi vozili iz Kopra. Zmatrana sem že, tako smo tako dolgo turo z rolerji naredili, pa sem pa še vozila in sem res utrujena, tako da se grem samo leč. Drugače je bilo ful fajn vreme, ni bilo prevroče, saj sem ful posnetkov naredila, pol mi je pa baterije zmanjkalo. Zdaj grem pa v Pojslo gledati Vikinge in če zaspim, boli me ker itak ne strivam danes, pa tek malo fora frajdan imam, tako da ja, bomo videli. Po moje tek ne mogla spati, takrat ko lahko spim, ne morem spati, tako da ne. Ok, naredila sem si carbonaro, niti masla nimam, mislim masla, niti slanine nimam, ampak realno sem tako zmatrana, nič se mi ne da. Nisem spala, pač kot zakleto, takrat, ko hočem malo zaspati, ne morem. Gledala sem Vikinge in to je bilo to. In zdaj, ja, zdaj bom šla malo geekat. Dobro jutro, dobro dan, kakorkoli, nedelja je. Danes bo kar, kako bi rekla, ne naporna, ampak delovna nedelja. Najprej bom zmontirala angleški vlog, pol bom šla v fitness, pol je treba nekaj pojesti in pol bom že stream, tako da danes ga imam malo bolj hitro in sem malo sem pozabila, ko sem delala urnik, da imam še vlog za zmontirati, se moram navaditi, da ga imam v nedeljo. Ampak mislim, da bom kar hitra, no nimam toliko videov, oziroma video posnetkov za pač zmontirati, tako da bo nekaj bo. Na pol sem že ready, skoraj sem si že dala za fitness, pa pol pa preden da grem še hlače in ja, en teden nisem bila v fitnessu. Tako da bo kar hard danes, pa še noge bom delala. Evo, sem že zmontirala vlog, ful sem srečna, ker sem rabila glih 1 uro, da sem ga zmontirala. Bom dala tukaj kartico, da si ga lahko gledate, če hočete, to je angleški vlog. Zdaj pa pred fitnessom bom pojedla 2 trdo kuhani jajci, malo grdo sem jih olupila. Malo bom tega guacamoleta s čipsom, tako da to je to, ful ponosna. Hej, kaj pa je? Hej, Spooky, vidi. A vi jedo kaj? Vidi, Spooky, boj. Vidi, miška moj. Oh, look at you. A ti tam priboljške? Ti priboljške? Ja. Dobro. Dobro. Kar težko. Evo, jaz sem nazaj iz fitnessa, po enem tednu je bilo kar presenetljivo dobro. Ful sem vesela, ker sem nazaj in ful sem se počutila močno, sem mislila, da bom bolj taka slaba pa to, ampak ne, ful sem se močno počutila. Fajn je bilo, tako da, ja, zdaj pa pijem shake, nalagam video in that's it. Evo, dobila sem paketek, ki je že vem, kaj je, ampak da vam pokažem, začni dan s nasmehom. Wow. A še nekaj sem dobila.
Še nekaj dodatnega sem dobila. Kaj je to? Še to-do liste, taki blokci to-do liste. Najprej pokažem, dobila sem rokovnike, wow. Kako so lepi, barviti. Izbrala sem vijoličnega in modrega, nista lep kombo. V glavnem, jaz bom držala modrega, tega bom pa eni od vas podarila. To je od ustvarjalnice, se mi zdi, da že ful poznate to. Bom še to pogledati, torej te rokovniki pridejo še z nalepkicami, tako da full cute in oh my god, sladoled, donut, kava. In pol imaš te, da si označiš, ne imaš zobozdravnika, je treba iti kupiti hrano, gremo v hribe, ne. Pozitivna, ful dobro. Ok, to pride zraven teh planerčkov. In potem, to pa nisem vedela, da še dobim zraven, kako dobro. Punca imaš to. To je pa še tak blokec, si napišeš to-do listo, torej kaj je treba narediti, pol zapiski, moje super ideje, to je tudi fajn, ko imaš idejo, da hitro zapišeš, če ne jo pozabiš. Evo, zdaj vam pa še pokažem, kak rokovnik izgleda not. Torej, ta rokovnik se začne z oktobrom in traja 15 mesecev, torej ni za 1 leto, ampak je za 15 mesecev, še več, torej do konca leta 2022. Tu si napišeš lahko ime, priimek, telefon, naslov. Pol imaš tukaj hiter letni pregled mesecev in pol je tukaj začetek vsakega meseca, imaš moje cilje, ne pozabi, 5 super stvari v tem mesecu, pol imaš tak mini finančni plenerček, prihodki, odhodki, to je pred vsakim mesecem. In pol imaš tukaj pregled celega meseca, tako da si na hiter te res najbolj pomembne stvari napišeš, pa tu imaš še plac za zapiske. In pol se začne tedenski, na 2 straneh imaš cel teden, tukaj, ko je vikend, imate malo manj placa, ker ponavadi za vikend nimamo toliko obveznosti. In pol na koncu vsakega meseca imaš še ful prostora za dodatne zapiske ali pa za super ideje, to je ful fajn, da si ideje lahko zapišeš, jaz si skozi pišem ideje, tako da. In to je to. Ko sem rekla, to je za 15 mesecev, tako da je super, tukaj piše nasmej se in svet se bo smejal s teboj. Zraven imaš še nalepkice, to je še nikoli nisem imela pri nobenem rokovniku, tako da se veselim, da ga lahko začnem uporabljati. Torej, nagradna igra je že zdaj, ko ta video gledate, končana, tako da tista, ko je zmagala, čestitke. Za vse ostale, ki bi rade imeli ta rokovnik, pojdite na spletno stran ustvarjalnica, jo bom dala v opis ali pa na Instagram. Imate več barv, ful so lepe barve, jaz sem si izbrala modro, to bom odposlala. In trenutno so znižani, tako da hitro počekirajte. To je to. Tako izgleda, ko jaz naredim photoshoot za rokovnik ali pa za kjerokoli stvar, ni lepo, ful imam rada te, pač ful rada delam take malo bolj cute slike in ja, nalila sem kavo, cold brew je to, tako da bom lahko pol spila, zdaj še ne bom, ker sem glih kar čaj. Pol sem ta očala zraven dodala malo zelenjave, torej malo rožic in ja, bomo videli, zdaj bom pa slike naredila. Najboljš mi je naravno svetlobo uporabiti, bom pa videla, če se mi je vzelo pretemno, sicer pač sem odprla žaluzije, ampak ja, bom videla, ali bo pretemno ali lahko malo zeditam, tako da dajmo poslikati. Malo sem spremenila, kao sem dala sem na vrh, očala sem na levo, ne vem še, bom probala še malo več kombinacij, ampak ja, full cute. Jaz sem si naredila make-up, sam še čopsi naredim na novo in oblečem se. Naredila sem thumbnail za angleški video in zdaj ga objavljam, čakam, da se še obdela do konca. In pol bom še burrito bowlo pojedla, ker sem si kupila včeraj burrito bowlo v Sparu. Imeli so tudi neke nove stvari, nek bagel, v bistvu je, ne vem, kako se temu slovensko reče. Ni kruh z luknjo v sredini. To sem pol na angleškem video vlogu probala, ampak ja, nisem pričakovala sploh, da bom kaj na novo probala, ampak sem random videla. V glavnem, zdaj bom po moje pojedla, nohte bi si še rada nalakirala in, čop si moram dati. Ok, čop, oblečem se, pol lahko jem in si lakiram nohte in čakam, da se začne stream. Danes delam art, včeraj sem sestavljala Lego kocke, tako da ja, ene par idej sem si že pripravila, kaj bi slikala. Še vedno slikam z vodenimi barvicami, ker sem ful navdušena in se hočem naučiti boljš. Pa vam mogoče kaj pokažem, ko bom končala. Pozabila sem posnet preden, da sem zmešala to burrito bowlo. Edino, kar sem naredila, dodala sem svojo čebulo na vrh, zato ker ko je bila že not, je bila pač taka, ni bila več crispy, ker sem imela en dan v hladilniku. To imam še kavo, ki jo bom pol spila,
Dan začenjam stream prej in ponavadi imam ta cold brew pred streamom, ali dam še vode, če ne premočno. In pol me ful nahajpa. Neka droga. Ne, se ne. Ja. Majico sem zbrala to. Ful je toplo danes, ni ono ful mrzlo. Mrzlo, pač mislim, da je na 25 stopinj. Pa malo prej začenjam, tako da mi je še kar malo vroče. 20 minut še imam. In pol začnemo, se vidimo po streamu. Evo še en skoraj 5-urni stream je za mano. Ful sem utrujena, moram priznati, ampak ja, ne bom še šla spat, po moje sem tako ulegla bi se nareč. Ful sem govorila, tako da nisem kaj dosti naredila in nisem dokončala. Za akvareli sem naredila te donate, torej krofe, ampak moram še dokončati te sprinklese in to. Pa pospraviti se to in polahčila, umijem si obraz, tuširala sem se že pred streamom, tako da to mi ni treba. Ja. Moja se ne bom več kaj javila, danes bom videla, samo verjetno bom še kaj jedla, tako da ja, to vam diher pokažem. Evo, večerja je pripravljena. Naredila sem si to zucchini omako, mislim zucchini, kako se reče, bučke omako od Barille. Prvič jo bom probala, v bistvu je pač zelenjava, bučke, paprika, paradajz. Ful je smešno, kot to Gabi, ko gledam. Pač ona je ful, pač ta cheerleaderka, kot sem že rekla, in ima itak pač telo čisto, kako bi rekla, pač six-pack ima in whatnot, suha je. In ona vsak večer je pač poje ogromno skledo pašte. Jaz je ne vem zato, da bom imela tako telo kot ona, pač ona itak ima drugačno telo, bom rekla. Ampak hočem reči, da ni važno, kako pozno ješ, pač za večerjo več poješ, važno je, koliko čez cel dan ješ. A poješ preveč čez cel dan skup seštevek. Itak, da ni fajn, da tik pred spanjem ješ. Meni sicer nič pač ne vpliva to na želodec, ampak eni pa težko bolj spijo. Tako da samo to je. Ni pa zdaj, da če boš imel večjo večerjo, da se boš zredil. Če si pa cel dan jedel neke ogromne obroke z ful kalorijami, ja, ampak ena večerja večja te ne bo zdaj zredila, ne? To hočem reči. Tako da, važno je, koliko čez dan poješ kalorij. Jaz jih zdaj trenutno ne štejem, ampak približno imam ono v glavi, koliko sem pojedla in imam nek občutek. No. Vzela bom tudi magnezij pol pred spanjem, ker zadnje cajte imam neki krče v nogah. Ne vem zakaj, nikoli nisem imela, tako da ja. Zdaj pa res, to pojem, pa grem spat lahko noč. Oziroma vikinge bom gledala, ampak ne bom se več javila, tako da se vidimo jutri. Dober dan, dobro jutro, mislim, ni več jutro, ampak ja, nisem snemala. Dejansko ostala, jaz sem že naredila urnik za streamanje, sem ga dodala na vse platforme, to vedno tek traja. Ta teden je splaniran, na Twitchu sem dodala to, na Discordu sem dodala, na Twitterju sem dodala, tako da ja. Ja, odločila sem se, da bom še en vikend ostala v Ljubljani, nikoli ne ostanem 2 vikenda zaporedoma, ker to je pol 3 tedne. Ampak ja, ker bom spet pol naslednja 2 vikenda, oziroma zadnja 2 vikenda v septembru bom mogla iti domov, sem se odločila, da bom še en vikend tu ostala. Malo mi je težko, ker Risa ne bom videla in Ris ne razume, zakaj me ni, ne. Malo ga pogrešam, tako poljubčkam, ker te mačke tukaj ne morem ljubčkati, drugi se kar umakne, če ga hočem poljubčkati, drugi je pač taka, ne morem se stiskati z njimi, okej? Da ja, v bistvu, po eni strani sem kar malo umirjena, ker ne vem, razmišlja, da moram pakirati, da moram voziti, ampak ja, po drugi strani pa mogoče malo žalostna za vikend, ker bom 3 tedne, ja, sama pač, v glavnem. To je to, počasi si bom naredila nekaj za jesti, da grem lahko v fitness, razmišljam, če bi šla malo na balkon, ker je tek sončno, da malo barve dobim, ker počasi izgubljam barvo in izgledam mrtva. To je pa to zaenkrat. Ok, dozdela zaenkrat, še par stvari sem mogla zrihtati glede streama, glede video. Tako da, zdaj pa pojedla bom en silatisimir omare, niti jajce mi ne da narediti, če sem čisto iskrena. Tako da, to je to bom pojedla, šla bom po moje na balkon to pojesti in pol grem v fitness. Ura je
15 do 2, tako da ja, to pojem, grem v fitness, ko prijem nazaj, bomo pa naredili steak. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Jabko bom še pojedla. Sem se še odločila, da dam prat, preden da grem in bo glih fajn konc, ko prijem nazaj. Na hitro sem še šla v Hofer in sicer kupila sem koruzo, dimljenega lososa, te sneke sirove, torej sir na kocke narezan, jušno zelenjavo, guacamole, kremni sir in koruzne štručke. Rada bi naredila juho z koruzo in polento, ker sem videla recept na Hoferjevem Instagramu, tako da bomo videli. Danes bom jedla steak z koruzo, tako da ne bom še danes juhe delala. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. Hey guys, this is normal, okay? This is not ranked. Let's chill and have fun. Ful sem imela, kako se reče, nisem reloadala. Ja, tako ful sem povsod čula, nisem vedela, kaj bo. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on, just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving. Oh my god, so pretty. Ne razumem, zakaj na mojem telefonu vedno izgleda, kot da imam full raw, pač steak. V bistvu je skoraj well done. Solatika mešana, koruza, riž in steak. Ne vem, če lahko vse pojedla, bomo videli.
My god, vse sem pojedla. Malo sem se sila, ker se mi ni dalo malo pustiti zadnje in zdaj sem mrtva in čez 15 minut imam stream. Very nice, Jessa, very nice. Evo še omega-3 in vitamin D vzamem. Trpalnice si še moram namazati, pa sem ready, kao si bom po moje nalila cold brew. Ker me bo ta hrana ful uspavala. Ful je bilo dobro. Top chef, ok. Stream je končan, bil je ful uspešen, bil je ful zabaven. To majico imam danes kar te Didi iz risanke Dexter's Laboratory. To je bila moja najljubša risanka po moje, oziroma ena izmed najljubših risank na Cartoon Networku, ko sem bila mala. In ja, ko sem videla to majico, sem takoj kupila in ful bi rada imela tudi Dexterja, sam ga ni bilo. Malo mi še manjka, da dosežem svoj goal, svoj cilj beljakovin. Tako da. Danes sem si kupila one štručke koruzne in sem narezala na pol, kremni sir, dimljen losos, tukaj sem si pa v bistvu zmešala pač malo sira in oliv, tako da kar dobro izgleda. Dobro jutro, jaz začenjam to jutro pred ogledalom, zato ker mi treba ven gledati, sem se nekaj spomnila. Prejšnji teden je nekdo komentiral na mojem YouTube kanalu, da kako to, da imam maščobo na trebuhu, če skozi hodim fitness in skozi jem zdravo. Torej, zakaj imam jaz maščobo na trebuhu? Jaz ne jem sam zdravo, jaz jem uravnoteženo prehrano, to pomeni zdravo, kdaj ne zdravo, ampak večinoma uravnoteženo, bom rekla. Nočem reči, jaz sem najbolj zdravo, ker ni res. Poleg tega, tudi če bi jedla sam zdravo, se lahko še vedno zredim, lahko imam še vedno maščobe, ker tudi zdrava prehrana ima kalorije. Point je, koliko je poješ, torej kalorije so pomembne, kar se tiče hujšanja in rejenja, ne pa zdravja. In če si suh, ne pomeni, da si zdrav, recimo, ne. Ja, hočem reči, da jaz hodim v fitness in jem te kot jem za svoje zdravje, da bom močna in posledično tudi dobro izgledala. Mene ne moti, da imam malo maščobe na trebuhu, ampak počasi oblikujem svoje telo, nočem zdaj v enem mesecu shujšati, niti nočem shujšati, ampak si preoblikovati telo, malo več mišic, malo manj maščob, ampak nikoli se pa ne bi hotela čisto znebiti maščob, ker se mi zdi, da me to ženstveno naredi. Poleg tega imamo ženske itak več maščob nasploh kot moški. In dostikrat imamo ženske tu spod, torej v tem, če tako naredim, v tem spodnjem delu, zdaj je jutro in imam malo bolj flat trebuh, drugače čez dan sem malo bolj napihnjena, ampak tu v spodnjem delu več maščob, kako se reče, storing more fat, se nam nabira več maščob v spodnjem delu trebuha. Ta maščoba varuje naše ženske organe, torej maternico v bistvu, in zato tudi naravno malo več maščobe tam nosimo, bom rekla. Itak je odvisno od vsakega, ne vsi na istih delih pač imamo več maščobe, ampak ja, point tega spodnjega dela trebuha in maščobe je, da varuje našo maternico, tako pač smo grajene. In to je komentiral en fant, ne vem, koliko je bil star, tako da to ima tudi verjetno nek vpliv. Hotela sem samo reči, da malo pazite, kaj govorite, meni je vseeno, jaz sem stara 29 let, mene take stvari ne motijo, itak sem to samozavestna in vem, kaj delam, ampak da pa to rečeš eni 15-letnici ali pa še mlajši ali pa nekomu, ko je pač ni toliko samozavesten in se sekira. Jaz vem, koliko sem se sekirala glede telesa skozi, pol hvala Bogu, pač z leti to malo pač gre stran, ampak ja, ne se počuditi, zakaj je folk zakompleksan, malo pazite, kaj govorite. In ja, to sem hodila reči, da ne, na prvem mestu je zdravje, pol pa kako izgledamo, ne rečem zdaj biti ful suh ali pa ful debel, vsi vemo, da ni zdravo, ampak jaz se vam za dosti normalno in če imam malo maščob, to ne pomeni, da nisem zdrava oziroma da delam nekaj narobe, ampak imam pa rada hrano, ne. Zdaj, če bi se hodila ful znebiti maščob, bi mogla ful bolj striktna biti, ampak jaz nočem, da moja prehrana in fitness postane nekaj, kar mi bo odveč oziroma pretežko, ampak hočem postopoma oblikovati telo, biti motivirana sama od sebe, ne zato, da bom zadovoljila enega na YouTubeu, da bom brez maščob na trebuhu. V glavnem, to sem hodila povedati, pa ne se preveč sekirati. Kaj drugi rečejo, vem, da je težko kdaj, ampak jaz nikoli več ne bi šla nazaj pred, recimo do 22. leta nikoli več ne bi šla nazaj, kar se tiče telesa. Pa sem bolj, pač suha sem bila, pa sem bila zakompleksana, zato ker, ne vem,
katastrofa in v teh letih, ko sem zdaj, res začneš pač se sprejemati in začneš nehati take stvari misliti, hvala Bogu, ne, ima to z leti pride ali z izkušnjami ali ne vem. V glavnem, ja, če delaš nekaj za sebe, malo se gibaš, probaš uravnoteženo jesti, ne 100% zdravo, ker to ni mogoče in ni zabavno, ne. Življenje je prekratko, da bi skozi jedli samo zdravo in če ti hrana ni dobra, ne jej, ne. Ja, to je to zaenkrat, mislim, da sem to spovedala, drugače pa dobro jutro. Katastrofa s sobom, ker se mi ni dalo včeraj pospravljati, ampak ja, bom zdaj hitro pospravila. Evo, soba je pospravljena, jej. Lepi. Obiske imam. Če lepo pridno usedo. Tako roki, ko hoče priboljšek. Lepo usede. Kaj kuži? Si se sam naučil, In ti knodl. Ti knodl ni več. Cjutek. Cute si. Evo, jaz sem že začela jesti. Moje kosilo je isto, kot je bila moja večerja. Ja, in še 2 trdokuhani jajci se mi kuhata. Igrala sem igrice, šla sem ranked, to pomeni pač, da priješ v nek rank, koliko si dober in ja, ful mi je dobro šlo, sam sem vseeno game zgubili, tako da enega še odigram, da vidim, kjer je rank sem. MVP. Danes imam fraj dan, v smislu streama, kot sem rekla, in sem se odločila, da bom delala, kar hočem. Vstala sem, kadar sem hotela, igrala sem igrice do zdaj, zdaj pa grem v BTC malo, razmišljam, da bi šla malo v Ikeo, kar tako malo se sprehoditi, stanovanje manifestirati in ja, pa mislim, da bom šla po ledeno kavo spet v McDonald's, ker je tako dobra. Hvala. Ja. Get so lost inside your mind. Really big. You don't have to say the little bit just honey. Se pravi, mislim, da že kava prijema. Gremo v Ikeo. Nisem bila že nekaj cajta, rekla sem, da bolj pogosto hodila manifestirati stanovanje. Pa že dolgo nisem bila. Prispeli smo. Šči me v trebuhu hrane, pa nam saka. Zelena kuhna. Če z okusom zrihtar šla, izgleda dobro, pa še všeč mi je ta Island. Kot vedno. Ta je nova, se mi zdi. Mislim, niso še imeli tukaj. Da gledaš skozi okno, kjera roža bi rada crknala naslednja premeni. Kak so cute, tako imam že malo večjo, ampak tam je tudi lepa. Sem zanč kupila bratranco eno. So lepa.
Ne, to je premalo. Eno to. Ful mi je čudno, ker je zunaj že tema, samo je ful lepo. Mislim, ni še čist tema, ampak ja, ura je pa po 8. Ok, to zdaj ful sveti, ampak je ful slaba svetloba, ker je že temno. Ful sem se imela fajn, ne vem koliko cajta sem bila tu. Pač ziher uro pa pol, ker se mi zdi ful cajta, mogoče zaradi teme, ne vem. Ful sem se imela fajn, uživala sem, bila sem srečna in prvo vam pokažem, kaj sem si kupila. Ikea haul. Kje naj začnem? Ok, pri tem boksu bom začela, zgleda tako vinski, ampak je plastični in ima ta pokrov. Ne vem še, kje ga bom imela, mogoče v Ikeu še v tej polici, ker pač mi zmanjkuje place in rabim še en boks, da malo skrijem to šaro. In tudi fajn se mi zdi tako za kako pač, v bistvu kot neka mini mizica za tam za mizo, ko kdaj streamam, pa rabim kako pač malo višjo podlago. Sem kupila te dve roži, ful sta mi všeč. Prvo sem vzela ene druge teglice, potem sem pa videla, da je ena punca imela v roki ta teglici in sem bila grem nazaj gledat, kje je. Ta ni čist beli, ampak je tako malo umazano bel in ful je lep ta rob in te pikice, ful cute. Ful so poceni te rože in ful so mi všeč. To, kot sem rekla, imam že veliko verzijo. To je velika verzija te. Ta je že bila večja, ko sem jo kupila in zaenkrat živi, tako da po moji niso tako težke za vzdrževati. Potem sem kupila to, mi rečemo šprickangla, zalivalko, ker vedno zalivam rože in vse zunim, kje imam, ne vem, ko pač imam za sebe, za vodo pit. Potem sem kupila dve take stekleni, kaj je to? Stekleni flaši za vodo. Eno sem kupila, pač najprej sem bila, tu bi lahko cold brew delala, ker ima malo širši vrat in je glih prav za cold brew. In pol sem iskala vaze in ni bilo nobene take visoke, pa malo širše vaze, vse so bile ali nizke ali ful široke in sem bila, to bi lahko kupila, pa še cenejše kot pa vaza. Tako da ena bo vaza, ena bo pa za cold brew delati. Pol tukaj imam ene čopiče, to sem na otroškem oddelku najdla, ker so silikonski taki mehki čopiči. Sem rekla, da si bom vzela, nikoli ni preveč čopičev. Pol sem si kupila to, take silikonske pokrovalke so, različne velikosti, ker to vedno rabim, nimam vseh pokrovalk in je pol ful nadležno. Pol sem si pa kupila malo teh posušenih, takih, kako se temu reče, ne vem, listov, kakorkoli, takih bolj jesenskih barv, pa dišijo tudi in to bom imela za tiste vaze, ko sem jo tudi zadnjič kupila nekje v Pepkotu, da bom zafilala pod in pol one suhe rože dala in se mi zdi tako lepo jesensko. Potem sem videla, da imajo te baterije za filati in ker imam lučke na balkonu na baterije, sem rekla, da si kupim tega za filati in še te baterije za filati, pa še en C-tip kabel, ker to vedno rabim, ker imam sam en polnilc trenutno in ja. To je moj haul. Pozna večerja, ostanki one omake z bučkami in tuno sem zdaj dodala. Še parmezan bom. Dala sem tuno zaradi beljakovin, tako da izgleda kar dobro. Evo, testenine so končane. Če mi to rada bo jesti. Evo, tukaj pa jaz vlog zaključujem. Ful mi je bilo fajn montirati tak dosti zabaven vlog je bil, vsaj meni, upam, da ste uživali. Lajkajte ta video, naročite se na moj kanal, pa lahko me followate na Instagramu. Se vidimo naslednjo sredo, čau!